Nekateri analitiki pravijo, da so enoprostorci izumirajoča vrsta avtomobilov, a mi se z njimi ne moremo povsem strinjati. Oziroma, nočemo se z njimi strinjati. Razumemo, da prodajne številke kažejo, da smo vozniki ta hip nori na SUV-je, zato tudi razumemo Oplovo odločitev, da merivo nadomesti s Crosslandom, pa tudi, da bo naslednja Zafira v imenu nosila črko X. Opel Grandland X bo namreč SUV. Odločitev direktorjev razumemo, težje pa to odločitev razumejo družine s 3 otroki, ki na trgu vse težje najdejo ustrezen avtomobil za zadovoljitev potreb. Pri Oplu sicer obljubljajo, da na te družine ne bodo pozabili, so pa v izjavah zelo skrivnostni in ne povedo, ali bo Zafira kot SUV ponujala 3 sedeže v drugi vrsti. Kakorkoli, v prenovljeno Zafiro 3 otroške sedeže v štric še lahko namestimo. Tudi zložljiva sedeža v zadku sta še na voljo, da lahko na izlet vzamemo še sosedova mulca. In naši otroci so preizkušeno Zafiro zelo pohvalili. Odrasli pa menimo, da so sedeži druge vrste preveč ploski in ne odražajo imena Tourer, s katerim so nas pri Oplu pred leti želeli prepričati, da je nova Zafira bolj premijsko potovalna. O Zafiri menimo sicer tudi to, da je njen nos pretežak. Hvalimo pa 1,6 litrski dizel. Zelo tih in uglajen je, še raje bi ga vzeli s samodejnim menjalnikom. Novost pri Zafiri je tudi nov zaslon na dotik. Res je boljši kot množica tipk in tu je tudi Oplov klic na pomoč. Ko je nujno, pokliče samodejno. Lahko pa ga pritisnete tudi, če želite, da kdo drug namesto vas brska po spletu. Še kaj, če vam lahko pomagam, preden pošljem destinacijo? Hvala, to bo vse.